Živijo, v zvezi z našim zimovanjem na Švedskem in prebivanjem v tej leseni hiši sva dobila kar precej vprašanj, ampak kar precej se jih tudi ponavlja, tako da sva se odločila, da se bo kar posnela, ker nam je hitrejši in lažji kar pisati, tako da bo tukaj zdaj na vsa vprašanja naenkrat odgovorila. Pa deva kar začeti. Ok, prvo vprašanje je bilo, kako to, da sva se odločila, da bomo tukaj pol leta. Ja, na to sva že odgovorila v prejšnjem videu, tako da če vas ful na dolgo zanima, si ga pogledajte. Ampak ja, načeloma pač, da sva si ful želela spet prave zime, ker smo 4 leta bili zdaj v toplih krajih. In ja, v kemperju je zelo težko biti v takih pogojih, ker je vse zasneženo, vsi placi so zasneženi. Ni treba je ful ogrevati, problem je z elektriko. Ja, za en mesec ali dva bi bilo ok, ampak tukaj zime traja do konca marca, tako da toliko časa pa ne bi bilo udobno biti v kemperju. In ja, če vas zanima več o tem, no, si raje drug video pogledajte, da ne bova spet vse ponavljala. Ja, ampak nasplošno so se pa odločili tukaj ostati predvsem zato, ker pogrešamo zimo, ja. V unem videu pa še pol na dolgo razložen, zakaj hiška in ne kemper. Tako je. Pol naslednje vprašanje je bilo, kje smo, oziroma kaj je lokacija teh hiš. Ja, v bistvu Dalarna, regija Dalarna se imenuje, to je v osrednji Švedski, v bistvu je to, če greš proti severu, prva taka bolj divja regija, kjer ni veliko večjih mest, v bistvu sploh ni. Tako da ja, zato so se tudi tukaj odločili, ker se nama zdi, da bo lep kompromis med dovolj hudo zimo, ampak še vedno takšno zimo, da bo lahko tudi dejansko zunaj uživala in ne se samo noter pred kaminom skrivala. Ja, smo čist v divjini, tako da mislimo, da bo kar zanimiva zima. Ja. Potem naslednje vprašanje je bilo, kako sva našla hiško, če jo težko najeti in kakšni so pogoji. V bistvu, ja, to midva nisva najela, kakor da bi zdaj iskala v Ljubljani dolgoročen najem, ampak sva pisala maile različnim kempom, ker tukaj na Švedskem imajo v kempih tudi hiške lesene in sva jim pač pisala, če bi bili zainteresirani, da jo dajo eno za celo zimo. Dobila sva kar veliko odgovorov, napisala sva 21 mailov. In ja, eni so zainteresirani, velikih je v bistvu zainteresiranih, ampak za kar visoko ceno. Ta tukaj se nama je zdela sprejemljiva in ja, da jo midva lahko plačava. Tako da ja, midva nekih pogojev nisva rabila izpolnjevati, zato ker je pač to še vedno turističen najem. Če bi pa pač hotela najeti hišo tako normalno za dolgoročen najem, ja, bi pa mogla verjetno finančno stanje jim razkriti in podobno, ampak pač nama zdaj to ni bilo treba. Ja, pa tudi tukaj imajo za dolgoročen najem, pri njih ne pomeni za 1 leto, pri njih so dolgoročni najemi po 10 let in take daljša obdobja. Ja, tudi ja. Imajo tudi krajše. Ja, imajo tudi krajše, ampak so bolj redke. V bistvu je ful težko dobiti kratkoročen najem na Švedskem, sploh v kakšnih mestih, no. Ja. Tako da tukaj je bilo nama res precej olajšan, da gre za turističen najem. Potem naslednje vprašanje je, kako je z internetom. Ja, v bistvu internet so imela že prej svoj, mislim pač pri operaterju lokalnem, sicer sva prvo polovico Švedske, ker smo bili še bolj na severu tudi, sva uporabljala Telio, ki ima načeloma najboljšo pokritost, ampak nima neomejenega neta. Potem kasneje sva šla na Comvik, ki ima malo slabšo pokritost, ampak ima pa neomejen internet za, mislim, da 35 € na mesec. Vse to je predplačniško, tako da nisva rabila nobene pogodbe in na srečo tlele ima Comvik v redu pokritost, ima v redu signal, tako da imava lahko neomejen internet celo zimo in to nam je bil v bistvu kar pomemben faktor, ker porabva kar veliko interneta za delati, sploh pa po zimi mislila, da ga bo še več, ko bomo še malo manj zunaj. Bo tudi verjetno malo več gledala, ker še Netflix in podobne zadeve, tako da ja, bo kar prav prišel neomejen internet. Ja, to je bila kar dobra rešitev, zato ker te hiše drugače nimajo Wi-Fi-ja, tako da ja, je bila to edina rešitev v bistvu. Potem največ vprašanj seveda je bilo v zvezi z tem, kakšna je najemnina, če so drva všteta v ceno, ali si bova sama delala, bova tudi kaj delala pri njih v zameno za bivanje in kakšno je to delo. Ja,
kakšna je točno najemnina, težko rečeva, zaradi tega, ker smo dogovorjeni, ja, da bova delno jo odplačala z delom, delno pa z plačilom. Tako da, ja, načeloma, če ne bi hotela nič delati, bi plačala okrog 500 evrov na mesec, plus drva, ki niso všteta v ceno, ampak jih na srečo lahko kupa direktno od dobavitelja, sva se zmenila s temi lastniki, tako da so zelo poceni, plus elektrika. Ja, midva pa itak hočeva delati, tako da bo verjetno to še precej cenej, če sploh bo najemnina. Ja, upava, da bo lahko čim več delala, no, nama je to v interesu, ker nama je in zabavno in praktično, da ne bo rabila najemnine celotne plačevati. In kakšno je to delo? Ja, dela so pa različna, zdajle trenutno 2 tedna čuvava njihovo psičko, ker so oni šli domov v Švico, lastniki. To je bila psička, ki se je tle čohala, če se jo je videl slučajno. Tako da to je najno trenutno delo, poleg tega psičke skrbijo še za ostale njihove živali, imajo kokoši, prepelice, morske prašičke pa 2 papigi. Tako da ja, zaenkrat je to. Pol kasneje, ko bo zdajle trenutno ni gostov, no ni še sezone, ko se bo začela zimska sezona, bova tudi pomagala goste verjetno voditi na ekskurzije tukaj okrog, v bistvu na pohode z snežnimi krpljami. Ja, s krpljami. Tako da ja, to bo ena stvar, potem bo pomagala drva nositi do hiš, se pravi za goste spet, pa pripravljati recimo savno, ki je dol ob jezeru, pa jo je treba zakuriti, preden jo gost rezervira. Tako da ja, to bo v času sezone. Zdaj v mestnem času še predno bo sezona, bojo pa tudi še eno hiško čist renovirali, kar pomeni, da bojo v bistvu noter, čisto vse, kar je noter, dal ven, da bo samo skelet hiše ostal in na novo pol noter vse naredili, tako da tukaj bo pa tudi pomagala, kar bo lahko, so rekli, da bo tukaj kar veliko pomoči potrebovali. Tako da pestro delo, pestra paleta dela, no veliko različnih stvari, tako da se veseliva tudi tega aspekta. Ja, eno vprašanje je bilo tudi, kakšna je cena savne, ker je bilo to glih na Instagram objavljen. Pač midva sva tle zdaj neki delno med gostom in med delavcem, tako da smo se dogovorili, da pač ne rabva plačati za savno, ker pač nima oni stroška z njo, mora pa pač seveda uporabiti svoja drva. Tako da, drugače pa mislim, da cena za goste, koliko je že? Ne vem, mislim, je kar precej draga. Ja. Ni pocenjeno. Sva to zadovoljna, da bo lahko savno izkoriščala svojimi drvi in da bo res lahko izkoristila to zimo. Ja, sploh je da čisto ob jezeru in potem, ko jezero zaledeni, naredijo tudi luknjo v jezero čez let. Tako da, ja, to bomo videli, če se bova upala iti v vodo. Ja, probala bova. Ja. Ko bomo pa prakticirali, to bova pa še videla. Potem ful je bilo, mislim, ene par je bilo vprašanj ful presenetljivo o tem, kakšni so radiatorji v tej hiši. Ja, navadni električni radiatorji so, nisva jih še preizkusila, zato ker zaenkrat kaminči zadostuje pri teh temperaturah, malo nad nulo, pa po noči malo minus. Tako da ja, nisva še nič kurila za radiatorji, ampak ja, načeloma so pač navadni električni. Ja, bova pa itak v vsakem primeru predvsem se ogrevala s kaminom, ker nama je všeč ogenj, pa predvsem je tudi precej cenejš. V bistvu je kubik drv 20 evrov, sicer je to raztresen kubik, se pravi niso zložena, tako da je v resnici malo manj kot 1 kubičen meter, ampak še vedno precej cenejš, ker če se ogrevaš z elektriko, tako da bojo radiatorji verjetno samo po noču zdržvali temperaturo, čez dan bo pa kar kurila. Pa pač ja, najela sva hišo tako 99% zaradi kamina, tako da mislim, da ga kar izkoriščala. Je win-win situacija. Pol naslednja, kje je naš avtodom, a bo z nama, a ga bova peljala v Slovenijo in a ga bomo čez zimo uporabljali kot prevozno sredstvo. Ja, a boš ti kar povedal. Ja, avtodoma ne bomo peljali v Slovenijo, bo z nami, trenutno je parkiran pred hišo. In zdaj ga bomo verjetno še enkrat uporabljali do trgovine. Trgovina prva je 40 km stran, tako da ja, na 2-3 tedne greva v trgovino. Tako da ja, še enkrat ga bomo verjetno uporabljali, dokler ne zapade sneg. Ko bo pa sneg, ga bomo pa verjetno dali tle pod eno streho, ali pa če ne bo pod streho, bo pokrit.
kakorkoli ne bo uporabljen po zimi, zato ker ja, ne bi se po teh ledenih cestah z njim zafrkavala. Tudi nimava snežnih verig, bi jih mogla kupiti, pa pač ja, spet to prinese veliko stvari za sabo, da bi mogla verjetno olje menjati, pa hladilno tekočino, da bi bilo pač primerno za to nizke temperature, ker tukaj je lahko -20. Hladilno tekočino bo v vsakem primeru mogla, Ja. ampak olja pa ja, ne bo rabila, ker je tako na meji, načeloma bi se mogoče lahko s tem tudi celo vozila, ampak ja, je pa na meji, kar se temperatur tiče, tako da če bi se hotela čez zimo voziti, bi bilo boljše ga menjati za zimsko, ampak ja, nima smisla, ker hodiva v trgovino na koliko 3 tedne, tako da za tiste dvakrat po tistih 100, 300, dvakrat po 100 km, se pravi 200 km v celi zimi se ne splača tega menjati in ukvarjati in kupovati verig in cela logistika, no. Ja, tako da še zmeraj bomo pomogli jesti. Tako da bomo si verjetno sposodili avto teh lastnikov tega kompleksa, ali šli z njimi v trgovino, ali si bo sposodila. To se še nismo čisto dogovorili, ampak kakorkoli pač njihov avto bo imela. Ja, dobra stvar je pa tudi, da če slučajno se v teh 3 tednih spomniš, da ti kje zmanjka, oziroma ja, kakšno zelenjavo kupiti ali pa karkoli, ima na Švedskem zelo dober, urejen eno trgovino Tempo se imenuje, in v bistvu lahko jim napišeš mail, ta trgovina je koliko 30 km stran. Ja, 35. In jim napišeš mail, kaj bi rad, in ti oni to napakirajo in naslednjo jutro ti pošta Švedska, kakor Pošta Slovenije, pač uradna pošta ti dostavi to na dom, in zato ne rabiš nič plačati, ni nobene dostave, ni minimalnega naročila, pač lahko naročiš en kos masla verjetno, sicer tega ne bi delala, ampak ja, pač naročijo ti domov zastonj, ker pač občina oziroma cela Švedska spodbuja, ja. Komuna malo to spodbuja in verjetno tudi sofinancira. Ne vem pa v bistvu, če je to nasplošno na Švedskem tako, ali je to tukaj lokalni dogovor. Ja, ampak ja, kakorkoli, na Švedskem je zelo veliko takih hiš, ki so srednje česar, oziroma velika večina na severu Švedske, tako da verjetno imajo. Ja, predvsem je to zaradi starejših ljudi, po zimi to predvsem izkoriščajo, ko je sneg na cestah, ko jim ni glih zapuščati svojih domov, tako da bolj rajše naročijo in je bolj ekonomično, kakor se voziti, ker poštar se itak v vsakem primeru mimo voz, plus tega je pa ja, bolj varno in ceneje na koncu koncev. Ja, no, ampak ja, midva razen trgovine se neki zelo ne imamo namena voziti, tako da Ja. če se pa bomo imeli pa do njih avto. Je pa avtodom že spucan, zdaj sva ga en dan drgala in ugotovila, da je posod še veliko puščavskega peska in ja, ni bilo zabavno čiščenje, Ampak je pa zdaj pripravljen za zimovanje. Potem naslednje vprašanje je postopek za nakup hiše na Švedskem. To ne znava prav odgovoriti, ker jo mi najemamo, ampak načeloma ja, na Švedskem se hiše kupujejo prek dražbe, oziroma pač izklicna cena je in potem kdo ponudi več za tisto hišo. Kako točno vse poteka, pa ne moramo vedeti. In potem je še, če naj jo nič ne skrbi, da nama ne bo več do kemperja in da se bova izgubila v tako velikem prostoru, kot je hiša. Ja, prostor je res velik, ampak malo sva zgubljena, malo je drugače, ampak v principu je to taka pozitivna zgubljenost. V bistvu nama paše imeti malo več prostora, predvsem nama paše, da imava še eno sobo, kjer lahko jaz in pol jaz noter delam in čas Nastja tukaj v kuhinji oziroma v dnevni sobi ima tudi svoj prostor, tako da imava dejansko končno ločene pisarne. To je kar pozitivno, ampak ja, drugače pa ni, da bi se glih zgubljala noter v hiši, no. Ja, definitivno je fajn, da če jaz pišem svoja besedila, da ne rabim Roka zraven poslušati, ampak obenem pa to ne pomeni, da imava ful placa, zaradi tega, ker tista mala sobica, kjer je not pograd, je v bistvu najina omara z vsemi oblekami in vso hrano. Ta hiša vsem je opremljena za kratkoročne najeme za par dni, predvsem poleti, ko je visoka sezona, in ima nekih orenk omar.
Tako da, ja, mi dva pa smo ugotovili, da v kamperju je vse zelo optimizirano in da imamo več stvari, kot smo mislili. Pač v kamperju je res vsak kotiček neka marca, tukaj pa pač ni, tako da, ja, v bistvu imamo celo sobo zafilano s stvarmi in zraven eno mizico, da lahko rok dela. Ja, to je kar fajn. Ja. Ja. Kar se tiče pa, kaj je bilo še drugo vprašanje, če se bojiva. Ja, da ne, če naj nič ne skrbi, da nama ne bo več do kamperja po teh 6 mesecih. Ja, to me pa ne skrbi, ne da ne skrbi, da nama ne bo več do tega. Mogoče se lahko tudi to zgodi, načeloma imamo namen po tem polletnem predihu tukaj naprej potovati. Ampak ja, če bo pa videla, da nam je v hišici toliko zelo boljš, pa da bo želela tako naprej živeti, bomo pa pač tako naprej živeli. Nihče nima pištole na najini glavi in naj jo nesil v življenje v kamperju, to je pač najina odločitev, tako da če nam ne bo več do tega, se lahko tudi drugače odloča, tako da se takšne spremembe v vsakem primeru ne bojiva. No. Tako kot smo se pač zdaj odločili, da ne bomo v kamperju do zimo, se lahko tudi spomladi odločimo, da ne bomo v kamperju poleti. Oziroma, ja, bomo videli, vse se spreminja. Ne. Tako da, ja, to mislim, da je to, kar sva povzela vseh vprašanj. Če ima kdo še kaj, lahko napiše v komentar, pa bova odgovorila. Ampak ja, mislim, da je to. Ja, to je to. Pa Ja. se vidimo v kakšnem vlogu kasnejšem. Ja. Ja.